Ja, lepo pozdravljeni. Danes smo sklicali sejo sveta varuha, ki se občasno srečuje kot posvetovalno telo varuha. V njem so vključeni predstavniki državnih organov, pa tudi civilne družbe. Srečujemo se tako 3-4 na leto in obravnavamo aktualno problematiko. Tokrat smo namenili ukrepom, ki so bili izvajani, in aktivnostim, ki so bili izvajani strani varuha v času krize, prvega vala, kot kaže, in bomo se s predstavniki, ki so v svetu varuha, v bistvu o tem diskutirali. Pripravili smo poročilo, povabili smo pa na sejo tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo predstavil, kakšne ukrepe je sprejela vlada in kako naj bi te ukrepe učinkovali, pa po drugi strani, katere ukrepe še načrtuje. Izvolite. Vprašanje Svetlana, ali aplikacija za sledenje, se pravi okužbam, predstavlja poseg za zasebnost in kakšen, zakaj? Glede na to, da Slovenija edina država EU, ki še nima uzakonjenega DDPR-ja. Vsak ukrep se moramo zavedati, ki je tudi potreben za preprečevanje okužb, je poseg v človekove pravice in svoboščine. Aplikacija je pa vprašanje, zakaj se bodo zbirali podatki, kdo bo zbiral podatke, kako se bodo obdelovali podatki in pa dokdaj se bodo ti podatki zbirali. Tako da, kar se pa tiče zakona, zakon je bil pripravljen po naših informacijah, mi smo tudi v nekem času sodelovali pri pripravi tega zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2, ampak dokler ni sprejet, toliko časa pač velja evropska usmeritev. Če smemo vaše stališče, mogoče stališče varuha do tega, veste, do te aplikacije, lokacijskega sledenja. Takoj, ko bodo odgovori na to, mi smo zelo zadržani, kar se tega tiče, zato je vprašanje, kdo zbira podatke, najprej zakaj jih zbira, kako jih bo obdeloval in koliko časa. To so vprašanja, na katere morajo biti jasni odgovori, mora biti sorazmerno, potem bomo pa lahko se še bolj pogovarjali o tem, ampak to so osnovna vprašanja, na katera moramo najprej dobiti odgovor, da se sploh lahko pogovarjamo o aplikaciji. Zanima, glede na to, da gre za zdravstveno vprašanje v ozadju, ali bodo tu stališče glede varstva človekove zasebnosti mrtvejša? Vedno človekova zasebnost in človekove pravice temeljijo na zakonodaji, ki ne sme biti v nasprotju z mednarodnimi konvencijami pa z Ustavo Republike Slovenije. Tako da mehčanje, če je nasprotju z Ustavo, pa če je nasprotju s konvencijami, potem tukaj ni mehčanja. Mora biti pa jasna zakonska podlaga, potem je pa vse v redu, samo zakonska podlaga mora biti tako jasna, da odgovori na ta vprašanja, ki sem jih izpostavil. V tem trenutku zdi zakonska podlaga tako jasna, da odgovarja na to? Mi tega zakona še nismo videli, da bi lahko, oziroma nismo bili povabljeni k sodelovanju pri pripravi zakona, niti nas nihče o tem še ni nič povprašal. Ta zakon je danes v državnem zboru na obravnavi in predvideva, da bo aplikacija obvezna za tiste, ki morajo v karanteno in za okužene. Ali je to, da je za mogoče delež to obvezno in to tako izpod, da ne bi šlo skratka samo za prosto? Treba je videti obrazložitev, zakaj je predvidena ta obveznost, kot sem rekel, zakaj se zbira in kaj te ljudje ogrožajo s tem. Omejevanje človekovih pravic v vsaki krizi je dopustno, vendar mora biti sorazmerno. Katere ukrepe na področju DSO-ja pričakujete zdaj v tem očitno drugem valu? Pričakujemo ukrepe, ki bodo omogočali človekove pravice in dostojanstvo starostnikom, ki so tam. Se pravi, obiski, če bodo omejeni, morajo biti omejeni, ne pa popolnoma prepovedani. Izhodi uporabnikov oziroma stanovalcev domov starejših pa so prepovedani, lahko zgolj, če za to obstaja zakonska podlaga oziroma če ti ljudje dobijo odločbo, pri kateri imajo možnost do sodnega varstva, da se lahko pritožijo, ker jim bila ta odločba o prepovedi gibanja izdana. Eden izmed največjih posegov v človekove pravice je prepoved gibanja, svobodnega gibanja, ampak še enkrat, če je odločba, ki je pravno preverljiva, potem se tudi to da narediti. Ok, še eno vprašanje bomo sprejeli, potem pa predajamo besedo. Izvolite. Rekli ste, da vas nihče še ni povprašal za mnenje, oziroma da niste sodelovali pri tem zakonu, ampak ta zakon je danes že v državnem zboru in od četrtek se začne seja, na kateri bo zelo verjetno sprejet. Kdaj bi potem
Zelo težko je ocenjevati, kaj se bo v zakonodajnem postopku zgodilo. Je pa vedno odprto, če bo zakon sprejet in bomo mi ugotovili, da je v nasprotju z ustavo, bomo šli seveda na ustavno sodišče. Ampak predhodno se je zelo težko opredeliti, ker velikokrat se dogaja, da so potem z raznimi amandmaji, z raznimi spremembami se zakon lahko na glavo tudi postavil. Zato je zelo težko vnaprej reči, tako in tako bo. Kdaj pričakujete, da vas bodo povabili zraven? Glejte, očitno nas ne bodo. Smo nekje, bom rekel, tudi važno je, da je zakon, ko bo sprejet, da poslanci se zavedajo, kaj sprejemajo, nam je pa vedno odprta pot na ustavno sodišče. Hvala lepa. Hvala. Izvolite še. Hvala lepa, dober dan. Oprostite zamudi, spoštovani varuh, spoštovane novinarke, novinarji. Morda uvodoma poudarim, da zaradi tega, ker na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejemamo ukrepe, predvsem z zavestjo, da naj bodo ti ukrepi za dobro ljudi in v dobro ljudi, je sodelovanje z varuhom človekovih pravic izjemno pomembno in tudi meni osebno veliko pomeni. Zato sem hvaležen za to vabilo, da na svetu varuha predstavim pripravljene ukrepe za čas priprave na morebitni drugi val korona epidemije. Glede na to, da je nekako v porastu število pozitivnih oseb s koronavirusom, smo tudi v paketu PKP4, tako imenovanem PKP4, predvideli nekaj rešitev v podporo trgu dela in gospodarstvu in na drugi strani preventivno rešitev, o kateri ste največ sedaj spraševali varuha, in sicer mobilno aplikacijo, s pomočjo katere bi lahko zavarovali, primerno zavarovali in po našem mnenju tudi sorazmerno življenje in zdravje ljudi. Predvsem pa v takem sorazmernem delu, da ne bi bilo potrebno, ukolikor do tega seveda ne pride, do bistvenega poslabšanja, sprejemati nekih težjih, drugih bolj restriktivnih ukrepov. V paketu PKP4 je torej nosilni ukrep podaljšanje možnosti začasnega čakanja na delo doma za vse delodajalce za 1 mesec, z možnostjo, da vlada s sklepom še največ 2-krat za po 1 mesec to podaljša, torej najdlje do 30. septembra. Lahko rečem, da je ta ukrep tudi pri socialnih partnerjih, sejo ekonomskega sveta, ekonomsko-socialnega sveta smo imeli v petek in danes tudi delovno skupino na temo PKP4, da je ta predlog pri socialnih partnerjih pozitivno sprejet. V tem zakonu je tudi izjemno pomembna določba, ki namenja 31 milijonov evrov socialnim zavodom za interventni namen financiranja kadrov, kajti pokazalo se je v prvem valu epidemije korone, da je kadrovska in finančna podhranjenost bistvena težava socialno-varstvenih zavodov pri opravljanju njihovih rednih nalog, kaj šele nalog v času epidemije, kjer so številni, kot smo videli in kot ste vi tudi poročali, za kar se vam zahvaljujem, šli zelo čez sebe, pregorevali, se dali na razpolago stanovalcem domov za ostarele in ostalim varovancem socialno-varstvenih domov. Omenim še ukrep, namreč država bo prevzela breme, strošek, plačila nadomestila za čas odrejene karantene, in sicer tu predlagamo nekaj razlikovanja glede na to, kako in v katerem času bi zaposleni, ki mu je odrejena karantena, zapustil našo državo oziroma šel
v ciljno državo oziroma odvisno višina nadomestila, ki bi jo on prejel, bo odvisna od tega, na katerem seznamu, rdečem, rumenem, zelenem, bi bila v času odhoda v to državo njegova ciljna destinacija. Zaključim svoj uvodni nagovor s tem, da je inštitucija varuha človekovih pravic izjemno pomembna. Zakaj? Zato, ker nas opozarja, da imamo stalno pred očmi, da so ukrepi, ki jih tudi v času epidemije ali pa zdaj v pripravi na morebitni drugi val sprejemamo, izjemno pomembno tehtanje, in to tudi delamo vsakodnevno, večkrat pri vsakem ukrepu, tehtanje sorazmernosti ukrepov. To je naše bistveno vodilo, torej poleg spoštovanja dostojanstva, človečnosti, spoštovanja solidarnosti, vedno tehtamo pri ukrepih, da so tudi sorazmerni glede na to, za kater namen jih sprejemamo. In če želimo zaščititi naše najranljivejše, to pa so starejši, še posebej ti, ki živijo v domovih za starejše, potem menim, da ni odveč ta napor, ki ga vlagamo, da tudi pri varuhu nekatere stvari preverimo, se z njim pogovorimo in verjamem, da bomo skozi socialni dialog, kar se je pokazalo v petek in danes, da so socialni partnerji izjemno konstruktivno pristopili k PKP4 in k odgovoru na trenutno situacijo in tudi skozi demokratični proces v državnem zboru prišli do optimalnih rešitev, ki upam, da bodo v tem tednu tudi sprejete, da lahko trgu dela in pa najranljivejšim, predvsem pa domovom za starejše s temi 31 milijoni tudi pomagamo. Če omenim samo še našo usmerjenost v zagotovitev zadostnih kapacitet za oskrbo starejših, to pa je izven interventnih ukrepov, zato to posebej poudarjam. Kot veste, ena izmed mojih bistvenih prioritet tega mandata zagotoviti vsaj 2000 novih mest za oskrbo starejših. K temu, da je pomanjkanje namestitev, varuh že vrsto let opozarja. Vi veste, da je bil zadnji dom za starejše zgrajen že več kot 10 let nazaj in z ekipo na Ministrstvu za delo in vladno ekipo smo vsi res močno usmerjeni v to, da v tem mandatu zagotovimo vsaj 2000 novih postelj za namestitev starejših v domovih. Izdali smo že javni razpis za 1100 postelj. V teku je razpis in prvo odpiranje je že bilo, pa še druga bodo, razpis za deinstitucionalizacijo. Tu mislimo podpreti gradnjo manjših enot. To so tudi novi trendi v oskrbi starejših. Manjše enote, bliže ljudem, začasne namestitve, dnevni centri. Obenem pa smo zavezani, da zgradimo 5 novih domov in 2 delno zgrajena in zapuščena, ustavljena projekta tudi dokončamo. Toliko za enkrat. Če imate kakšno vprašanje, morda 2, 3, da ne oviramo ali pa da ne zavlačujemo seje sveta varuha. Hvala lepa. Glede na to, da se je zgodila popava, še preden je pravzaprav drugi val udaril, glede na to, kakšne so izkušnje iz prvega vala, kaj je torej drugače, katere smernice so tiste, ki so bile sprejete, ki so se izkazale za uspešne in ki so mogoče tudi na kakšen način priporočili vsem domovom v državi? Hvala lepa za vprašanje. V zadnjih 2 tednih sem se z 2 dopisoma obrnil na vodstva domov za starejše, jih nekako opomnil na to, da nevarnost za epidemijo stalno obstaja. Zdaj v zadnjem času, ko je število okužb porastlo, ko vidimo tudi dnevno nekaj več novo okuženih, sem jih še posebej v petek opozoril na to dejstvo in ob
upoštevanju svojih pristojnosti, ki so predvsem v navodilih za sledenje nasvetom medicinske, še posebej pa epidemiološke stroke, pozval k temu, da naj bodo pozorni na lokalno epidemiološko situacijo, da naj ponovno preverijo in pregledajo vse sprejete protokole in izkušnje iz prvega vala in posebej sem jih pozval, da naj upoštevajo, da je omejevanje, morebitno omejevanje obiskov, zdaj že realen ukrep, ki naj se ga nemudoma poslužijo, če v posvetu z lokalnim epidemiologom in ostalimi kolegi medicinske stroke ocenijo, da bi to bil sorazmerni ukrep. Generalno zapiranje domov ni v pristojnosti ministra za delo, sva pa z kolegom Gantarjem in tudi najini strokovni sodelavci stalno v stiku, tudi med vikendom smo bili. Če bo potrebno, lahko tudi Ministrstvo za zdravje pripravi ustrezne pravne podlage, da bi morda z nekimi bolj restriktivnimi ukrepi tudi domove oziroma predvsem stanovalce domov, ki so tam doma, zaščitili. Ampak tako kot je tudi malo prej poudaril varuh človekovih pravic, vzpostavljene morajo biti pravne podlage, ukrep mora biti sorazmeren in seveda dobro premišljen. Teh načel se mi tudi držimo pri svojem ravnanju. Če za pod vprašanje na to pa še eno novo, se pravi, zaenkrat je obiskovanje teh domov v domeni posameznega doma, to zdaj tako ostane. Drugo pa, glede na seznamu, ko so imeli veliko prahu v prvem valu, me zanima, ali so domovi v času, takrat je bilo rečeno, da so v naglici delali te sezname, skratka, da niso mogli poslovati. Zanima me, so imeli domovi v času kakšna navodila, se pravi, pripraviti in kakšen bo kriterij zdaj. Zdaj imamo Vipavo, če se zgodi epidemija še v dveh domovih, kakšne so direktive, kakšni so kriteriji, bolnišnica da, bolnišnica da, bo kaj drugače. Hvala lepa, veliko vprašanj ste dali. Kar večji del teh vprašanj se nanaša na vprašanja za medicinsko stroko oziroma za Ministrstvo za zdravje. Tako da sam, ki sem na tem področju laik, nimam medicinske izobrazbe, težko komentiram ali pa odgovorim na veliko tega, kar ste vprašali. Povem pa, da kot sem že z vami komuniciral, da smo takoj po nekako zaključku prvega vala ustanovili na ministrstvu tudi delovno skupino za pripravo na drugi val, ki je imela nalogo pripraviti protokole, predvsem pa zbrati dobre izkušnje iz prvega vala, ki bi lahko pomagali preprečiti širjenje, predvsem v domovih za starejše, širjenje virusa seveda. Morda povem, da je ena najboljših praks bila umik, čim hitrejši umik pozitivnih stanovalcev izven doma, kjer je to mogoče, in v Vipavi je to bilo skupaj z resorjem zdravja dobro zagotovljeno. Z direktorjem sem govoril nekajkrat včeraj in danes, pravi, da so zadeve pod nadzorom. Kot v prvem valu, jaz verjamem predvsem v dobro pripravljene protokole, v mirno kri in bistvena razlika, ki jo imamo zdaj in prednost, ki jo imamo zdaj v primerjavi s prvim valom je, da imamo, hvala Bogu, dovolj zaščitne opreme, primerne zaščitne opreme, tako da v tem primeru je tako ekipa zaposlenih kot tudi stanovalci primerno zaščitena in predvsem moram izreči podporo vodstvu in ekipi tudi doma starejših v Vipavi, da so se izjemno, kako bom temu rekel, profesionalno, ampak hkrati pa predano soočili s tem izzivom, kar vstop virusa v dom starejših seveda je. Po mojih dosedanjih podatkih je velika večina teh, ki so bili pozitivni v Vipavi, asimptomatskih, seveda pa bo tu medicinska stroka lahko povedala nadaljne
ukrepe in nadaljno spremljanje razvoja dogodkov. Ta umika, veste, kar ni zvali medicinske stroke, a imate prostore, kapacitete, gravitomata, ker verjetno je jasno, da vsak po pozitivo, sploh če asimptomatski ne bo šel v bolnišnico, ne? No, točno tako, kot ste rekli. Jasno je, da tisti, ki nimajo simptomov in ki niso zboleli za boleznijo, so samo pozitivni, ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, ampak tu res prepuščam odločitev o tem medicinski stroki. Ne bi si upal jaz trditi glede tega, kdo potrebuje in kdo ne potrebuje. Hvala lepa za enkrat. Nasvidenje.